prišel do 12. mesta. Torej prekrasen uspeh Šporna v Lake Louisu in kako lepo bi bilo, če bi tudi danes ponovil recimo to 12. mesto iz Kanade. Ta proga je pravzaprav narejena za Andreja Šporna, namreč na tej progi mora tekmovalec imeti veliko srce in tega Andrej Šporn brez dvoma ima. Tu preko zelo solidno. Problem pri njem je, da mu v zgornjem delu popušča ravnotežje, morda na nekaterih delih pretrd v nogah, vendar že včeraj na treningih in tudi na uvodnem superveleslalomu, kot si dejal, pokazal izjemno borbenost in željo po dobrem rezultatu. Zelo pogumno. Zaostanek je dokaj velik sicer, vendar treba je tudi vedeti, da je zaslon klasična proga in da Andrej Šporn nima veliko izkušenj s tekmovanjem na tej progi. 5 desetink počasnejši od Streitbergerja in zdaj vhod na Poljano Časlat. Tako, tu se začnejo te prelomnice, kjer je pomembna linija in mehkoba v kolenih, dobra amortizacija. Tu je nekoliko zamudil. Da peljal je nečista, malo preveč se kadi, ostal je tudi na repih smučeh. Če bi v tem spodnjem delu dodal, tu se mi zdi, da ni dobro videl. Seveda tu se rdeča vrata na prelomnici prikrivajo z ozadjem to zaščitno mrežo. Težave v tem spodnjem delu za Andreja Šporna z vidljivostjo na koncu četrti čas, kar velik zaostanek za Streitbergerjem. Težko bo ponovil uspeh iz Lake Louisa. Streitberger vodi, najmanj drugi, Girardi tretji, Šporn pa je prehitel Le Guflerja. Očitno je bilo v tem spodnjem delu več manjših napak, pri njem seveda je to še izrazito.